V drugem delu dogodka današnjega bomo pa predstavili kratke predstavitve praktičnih vidikov pa načel digitalne preobrazbe nevladnih organizacij. Skratka, šli bomo iz tega bolj konceptualnega dela, ki smo razpravljali o problemih, težavah in tako naprej, v konkretne primere, prakse in pa načela, kako bi ta digitalna preobrazba nevladnega sektorja funkcionirala v praksi. Imamo 8 predstavitev, nekaj bo tudi opravičil, pa bomo potem sproti to prilagajali. Zdaj pa kar vabim Sabino, da predstavi predstavitev načela digitalne preobrazbe nevladnega sektorja, ki smo ga pripravili skupaj, na nek način pokvira tudi ostale predstavitve. Tako da, Sabina, izvoli. Hvala, Simon. Še tretjič lepo pozdravljeni z moje strani. Da najprej malo rišemo pač ta širši okvir, bomo spregovorili o načelih digitalne preobrazbe nevladnih organizacij. Kot smo danes že večkrat slišali in se vsej zavedamo, ker vsi delamo v nevladnih organizacijah, so nevladne organizacije eden ključnih gradnikov civilne družbe, ki pomembno prispevajo k družbenem razvoju, porastu družbene blaginje, kakovosti življenja, družbeni povezanosti in solidarnosti ter uresničevanju načel pluralnosti in demokracije. Meni se zdi, da vsi, ki smo v nevladnih organizacijah, nekako živimo s tem zavedanjem, se prizadevamo za to, in zato se nam zdi mogoče prav, da je nevladni sektor tudi deležen nekakšne primerne digitalizacije v skladu z našimi načeli. Ta digitalizacija nevladnega sektorja v ožjem pomenu naslavlja uporabo digitalnih tehnologij pri delovanju, poslovanju in zagovorništvu nevladnih organizacij. In širša posledica te digitalizacije je digitalna preobrazba, ki pa poleg tehnoloških sprememb prinaša tudi procesne, komunikacijske in kulturne spremembe, kot smo danes že večkrat slišali. S Simonom sva izpostavila 3 načela digitalne preobrazbe nevladnih organizacij. Prvo je načelo digitalne suverenosti, drugo je načelo odprte organizacije in tretje je načelo trajnosti. Pri načelu digitalne suverenosti je pomembno, da se nevladne organizacije samostojno in informirano odločajo o uporabi strojne in programske opreme ter spletnih storitev, da smo neodvisni od poslovnih modelov tehnoloških korporacij in podatkovnega kapitalizma, kot je bilo že večkrat omenjeno danes, da bi glede preprečevanja tako imenovane preklinitve na prodajalca. Pomembna je pa tudi seveda zaščita pred digitalnim nadzorom državnih in nedržavnih akterjev. Tukaj je pomembno tudi načelo trajnosti, torej mogoče kar najbolj ve duh časa, okoljska nevtralna energetsko varčna uporaba strojne in programske opreme ter spletnih storitev. Pri načelih odprte organizacije pa so pomembna preglednost, vključevanje, prilagodljivost, sodelovanje in skupnost. V bistvu, če se na kratko dotaknemo zdaj vsakega izmed teh načel, pri preglednosti mislimo, da so javne spletne strani, da so dostopne, da so letno poročila objavljena. Pri prilagodljivosti imamo v mislih digitalne rešitve in storitve organizacije po meri uporabnikov in tehnološko nevtralnost, torej da lahko svoje cilje dosegamo z različnimi tehnologijami. Seveda je izredno pomembno sodelovanje, gre za uporabo digitalnih orodij za skupinsko delo, komunikacijo, sprejemanje demokratičnih odločitev. Seveda nevladnih organizacij pa ni brez skupnosti. Tukaj je pomemben kolektivni premislek in kritična refleksija digitalne preobrazbe v nevladnih organizacijah. Zdaj imamo pa tukaj le še eno točko, vključevanje, vključenost. V tem drugem delu je bil predvideno tudi eno predavanje o spletni dostopnosti, ki je izredno pomembna. To predavanje, mogoče kot boš ti še povedal kasneje, Simon, je bilo odpovedano oziroma udeležba predavateljice je ni. Ja, je upravičena. Torej bom jaz malo spregovorila o digitalni dostopnosti, ki je vseeno, kljub temu, da je zakonsko določena, večkrat zanemarjena in se mi zdi sicer tudi eden ključnih elementov digitalne preobrazbe nevladnega sektorja. Ravno spletna digitalna dostopnost namreč omogoča, da vsi, ne glede na svoje fizične, senzorične, kognitivne omejitve, lahko enakovredno dostopamo do digitalnih vsebin in storitev.
To se je še kot pomembno izkazalo v času kriznih situacij, kot je bila korona, poplave, kjer smo vsi informacije iskali na spletu, kjer smo vsi uporabljali razne Zoome, Jitcije in seveda, če si bil oseba z overenostjo, najverjetneje do teh informacij zaradi nedostopnih spletnih stvari nisi mogel dostopati. Torej, brez digitalne dostopnosti digitalizacija ne more biti celovita, saj v nasprotnem primeru ustvarja nove ovire za kar velik del uporabnikov. Nevladne organizacije sicer lahko na tem področju igrajo ključno vlogo, ker pogosto delajo z ljudmi, ki so prizadeti zaradi digitalne izključenosti. Veliko nevladnih organizacij se namreč ukvarja s starejšimi, osebami z oviranostmi, invalidnostmi in socialno ogroženimi. In zato je vedno treba upoštevati 4 načela spletne dostopnosti, to se pravi zaznavnost, razumljivost, uporabnost in robustnost. In izredno pomembno je, da je miselna dostopnost vključena že v samo načrtovanje spletnih strani in digitalnih rešitev. Kasnejše vključitve so pogosto nepopolne, uporablja se vtičnike, ki v bistvu niso v redu celovite rešitve, in tudi finančni strošek je ponavadi potem na koncu veliko večji. Bi pa tukaj opozorila, da dostopnost ni le vprašanje vključenosti, ki je seveda izredno pomembno in najbolj pomembno, ampak je tudi zakonska obveznost. Trenutno imamo že v veljavi 2 zakona, ki pa se v večini ne izvajata in ne upoštevata. To se pravi, da bi pozvala na tem mestu tudi vse nevladne organizacije, da mogoče začnejo razmišljati o digitalni in spletni dostopnosti in ta načelo vključuje oblikovanje svojih spletnih strani in svojih aplikacij. Ker potem načeloma ljudje z invalidnostjo ne morejo dostopati do vaših storitev, vsebin, ker pa je izredno zaskrbljujoče. Tako da v bistvu nevladne organizacije imajo v bistvu tudi na tem področju neko priložnost in odgovornost, da nekako vodijo zgledom. To je, kar se tiče vključevanja. Čisto predno gremo na preostale predstavitve, še zadnja prosojnica. Gre pa v bistvu nekaj, kar smo že danes govorili, nek povzetek, pač izpostavila sva 3 stebre sistemskega pristopa. Da bi bila digitalna preobrazba nevladnega sektorja celovita, rabimo podporno okolje nevladnega sektorja, že delujejo vsebinske mreže, digitalno središče NVO je kot ena izmed rešitev in tudi regionalna stičišča, ki že delujejo, že leta in leta. Potem pa potrebno bi bilo oblikovati skupne digitalne rešitve za potrebe nevladnih organizacij in zagotoviti finančne in infrastrukturne vire. To se pravi, izredno pomembni je pa tudi odprtokodni pristop, o katerem pa bomo slišali več v nadaljevanju. Najlepša hvala. Sabina, hvala. Vabim naslednjo predstavitev Kristjan Tkalec, zadaj na prostem, ki bo pa nam predstavil pa vidik digitalnih kompetenc. Izvoli, Kristjan. Dober dan še z moje strani, še enkrat, sem Kristjan Tkalec, med drugim tudi predstavnik zadruge Na prostem. Moje kratko predavanje oziroma predstavitev bo predvsem o digitalnih kompetencah, kar sem itak že tudi govoril tekom okrogle mize. Suverenost, kot sem že prej omenil, ima nevladne organizacije v genih. Njihova neodvisnost od vladnih zahtev oziroma od dogajanja vladajočih je bistven za njihovo delovanje sploh. Če nekako vzamem v analognem svetu pred tem digitalnem razsvetljenju, se je veliko vlagalo v dvig potrebnih kompetenc, zato da se je vzdrževala ta suverenost in neodvisnost organizacij in da so lahko zasledovali svojih ciljev. Zdaj, ko smo prišli nekako v digitalni svet, kjer analogni svet malo manj mogoče, še vedno je zelo pomemben, absolutno, ampak vse se dogaja nekako v digitalnem svetu, je nujno vlaganje v dvig digitalnih kompetenc. Se s tem, kot sem že prej tudi omenil, sem mogoče malo ponavljal, krepi kritično razmišljanje, suverenost, tehnološka neodvisnost, vse to, za kar se nekako nevladne organizacije borijo že v bistvu, nekako, da so neodvisne od kogarkoli, da lahko delajo to, kar želijo, kar je potem za javno dobro na koncu v resnici.
Mogoče se malo dotaknem še problemov in potreb. Problemov je seveda veliko, ne bom se dotaknil vseh, ker tudi vsaka organizacija ima svoje probleme in svoje potrebe. Ampak recimo nekako se bom sfokusiral na tele, ki sem jih napisal. Razumevanje delovanja digitalnih storitev, torej nekako poglobljeno razumevanje tehnologije, ker to pol pripelje do pomanjkanja kritičnega razmisleka pri uporabi digitalnih storitev, kar pa gremo pol spet v tisti cikel, da pademo v vendor lock-in, ker nismo vedeli ali pa smo bili v gužvi in pol se pač nekako postanemo odvisni od akterjev, proti katerim se mogoče skozi naš program v resnici hočemo boriti na koncu. Potrebe so tudi velike, potreba po poglobljenem usposabljanju, kjer se razvije kritično razmišljanje in pride do razumevanja same tehnologije. Potreba pa tudi, kar so že prej omenili, kar je Sabina prej omenila, po profesionalizaciji digitalne podpore. Tudi če se odloči organizacija za uporabo določene digitalne tehnologije, je tu nujna podpora in to na profesionalnem nivoju seveda, da lahko sploh konkurira ostalim tehnološkim rešitvam. Mogoče ideje za rešitve in ukrepe, dosledno in strateško dvigovanje digitalnih kompetenc, torej da se strateško lotimo, zakaj in na kak način se izvedejo usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc, ozavestiti problematiko priklenitve na prodajalca, vendor lock-in se po večini, da organizacija oziroma človek, ki pride do te težave, da ozavesti posledice vendor lock-ina je v resnici takrat, ko je že globoko v tem in nekako ne more ven spraviti se iz tega pol. Pol pride do te situacije, kjer nobena alternativa ni uporabna, zato ker enostavno, recimo za primer, ne more eksportati, ne more izvoziti dokumentov, da bi jih lahko uvozil v drugo, ki je pa mogoče prosta. Ali pa se zgodi, da prodajalec dvigne ceno do take mere, da pač ni več vzdržno za organizacijo, ampak ker je v zaprtem ekosistemu, ne more enostavno iti na kako alternativo. Usposabljanje naj bi se izvajalo na način, da lahko udeleženci razvijajo kritično razmišljanje in razumejo tehnologijo. Torej ne instant usposabljanje, kjer se mi naučimo, kako klikati in kako odpreti mail, ampak dejansko mogoče razumeti korak naprej, odkot pride ta mail, da se ne pač pojavi na našem telefonu ali pa računalniku, ampak kaj je mogoče malo v ozadju, vsaj dokoder gre seveda. Odprtokodne rešitve v ospredju postavljajo človeka in njegove vrednote, pač nekaj rešitev, večina rešitev že obstaja, bom rekel, težava je pri tem, zato ker se ne dela na način, da bi se jih uporabljalo. Same odprtokodne rešitve hkrati tudi zagotavljajo, marsikatere kljukice naredijo na tistih prejšnjih, kjer smo mogoče govorili malo o problemih, zagotavljajo suverenost uporabnikov, tehnološko neodvisnost od multinacionalk, svobodo izbire digitalnih storitev, zato ker uporabljajo odprte formate, kar pomeni, da lahko uporabiš tudi katerokoli drugo odprtokodno rešitev in lahko isto zadevo tam nadaljuješ. Dolgoročno je seveda bolj ekonomična izbira, to pa poznamo iz akcije Javni denar, javna koda, ker se enkratni finančni znesek se lahko pol v razvoj kode, se lahko ta koda uporabi spet v drugem projektu in ni treba na novo razvijati in se tako dejansko tudi spodbuja inovacije. Tako da to je iz moje strani. Naslednji je Luka Frelih. Luka Frelih, Društvo Ljudmila, on bo pa predstavil vidik digitalne preobrazbe nevladnega sektorja, ki se nanaša na digitalno infrastrukturo in pa programske rešitve. Luka se je opravičil, ko ima danes ene druge obveznosti, smo ga pa prišla pozorno v ponedeljek posnet, tako da pa ga bomo zdaj kar pa poslušali pa Luko. Luka, izvoli. Ja, digitalizacije se pač ne moramo iti brez digitalnih rešitev in digitalne infrastrukture. Pomembno je, da so rešitve prilagojene nevladnim organizacijam, ker pač naši poslovni modeli so drugačni od drugih sektorjev. Tudi imamo
en zelo velik imperativ etičnosti pri delovanju, tako da se pač recimo zelo z nelagodjem poslužujemo velikih komercialnih platform, pri katerih imamo dvome v zvezi z zasebnostjo, z etičnostjo delovanja, z marsikdaj in vedno bolj tudi z legalnostjo, sploh glede na evropsko zakonodajo. Infrastruktura je pa še posebej pomembna zato, ker pač danes vsi pričakujemo, da se rešitve uporablja kadarkoli, od kjerkoli, z kjerkoli naprave, na laptopu, na telefonu, kar pomeni, da so te rešitve spletne in potrebujejo ustrezne strežnike, ki morajo biti pač stabilno povezani v internet, vzdrževani, administrirani, kar pomeni, da je to dejansko infrastruktura, ki je trajnostna, stabilna, na katero se lahko zanesemo čez eno daljše časovno obdobje in ne pričakujemo, da bo kar naenkrat zginila. Glavni problem oziroma glavna potreba je stabilno financiranje tega sektorja nevladnih organizacij. Se pravi, financiranje za namensko infrastrukturo in financiranje za razvoj digitalnih rešitev. Tega praktično ni in v bistvu se vse skupaj, namesto da bi se delalo profesionalno, se dela volontersko, z nekim entuziazmom, kar pa vemo, da pač je zelo težko vzdrževati na dolgi rok. Tako da rabimo trajnostne rešitve in trajne in profesionalne na tem področju, da bojo lahko tudi uporabniki pričakovali, da zadeva ne bo zginila zaradi enega ali pa drugega razloga, kar naenkrat čez noč. Veliko rešitev, ki so uporabne za nevladne organizacije, se že razvija znotraj odprtokodnih skupnosti. Obstaja tudi infrastruktura na voljo nevladnim organizacijam, recimo Ljudmilina ali pa Arnesova. Potrebno je pa sistemsko podpreti te procese. Recimo nevladne organizacije same že vzpostavljamo digitalno središče nevladnih organizacij, ki bo lahko povezovalo in koordiniralo te procese. Treba bi bilo pa vzpostaviti stabilno financiranje, sistemsko financiranje tega, se pravi tako nevladnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, ali pa recimo da bi področna ministrstva financirala tudi Arnes, prav z namenom, da Arnes potem zagotavlja javno infrastrukturo in spletne rešitve nevladnim organizacijam. Luka, hvala. Kakšno vprašanje za Luko? Mu povemo, ga vprašamo naslednjič. Luka je omenil Ljudmilo infrastrukturo pa Arnes. Tudi meni zelo všečen primer infrastrukture je tudi kolektiv Kompot. Juri pa Lio sta danes tukaj od njih. Ja, pa Leon, tako prosti tam si. Pa Kristjan tudi. Se mi zdi, to so taki stebri, ko mislim, da tudi se lahko nevladne organizacije na njih v prihodnosti naslonimo. Tako da upam, da se bo še tudi kolektiv Kompot razvijal naprej, pa tudi vaš Libre hosting, ki ga imate, je zelo pomemben za naprej. Zdaj pa naslednjo predstavitev Matjaž pa Simona iz društva Duh časa, ki bosta pa konkretno povedala par stvari o odprti kodi. Kar izvolite. Živjo, sem Matjaž iz društva Duh časa. Predvsem bom govoril o odprtih kodnih programih, o rešitvah, ki pač mi uporabljamo že v našem društvu. Za začetek bi samo eno besedo ali pa dve o neki zgodovini
odprte kode kot miselnosti, razvojni metodologiji in tako naprej. Torej, od nekdaj smo vse delali odprtokodno. To je nekako podlaga za sploh obstoj znanosti, znanstvena metoda sama po sebi sploh ne more delovati, če ni odprtokodna, ker temelji na tem, da so podatki, ki jih raziskujemo, javni in potem iz tega nadalje tudi same raziskave. Tako da je to ko je pač računalništvo prišlo ven, je bilo vse odprtokodno, potem so pa prišla podjetja in se je začela tako imenovana zaprta koda. Predtem je pa sploh ni bilo v računalniškem svetu, samo toliko malo za en tak uvod. Sicer pa pač nam kot primeru praktičnih uporabnikov teh programov predstavlja to, da imamo možnost te programe sploh uporabljati, spoznavati in se z njimi pač prijetno spopadati. Predstavlja bistveno zmanjšanje stroškov oziroma kar odpis le-teh, ker nekaj malega kompetenc imamo računalniških, ker se s tem ukvarjamo, tako da nam nikakor ni bil noben problem priti do teh programov in ugotoviti, kako se dela z neko alternativo Photoshopu ali pa tako naprej, da ne bom zdaj kar vseh našteval, ker ni časa za to. Ampak skratka, za praktično vse rešitve, oziroma za vse izzive, ki jih imamo v tem sodobnem digitalnem svetu, mi kot nevladne organizacije za svoje lastno delo, za pač administracijo, birokracijo, kakorkoli, obstajajo odprtokodne rešitve in delujejo odlično. Ne samo to, so tudi dejansko podaljšajo uporabno dobo računalnika, ker kar pažamo pri plačljivih programih je, da se hitro pojavijo kakšna obvestila, da je vaš računalnik prestar, da je treba nekaj zamenjati, da bo ta program še naprej delal, kar pa je odsotno pri uporabi odprtokodnih programov, zlasti pri uporabi operacijskega sistema Linux. Ta orodja, ki jih uporabljamo, so res prijazna uporabniku, saj so narejena od ljudi za ljudi in ne od podjetja za profit, kar dostikrat poudarjamo pri našem delu, ko pač poudarjamo računalnike ljudem, da so vsa ta orodja, ki jih dobijo z računalnikom, točno to, torej neka etična načela so zadaj, saj pač proizvajalci teh programov na prvo mesto postavljajo zasebnost in varnost, kar sta močno zapostavljeni lastnosti v zaprtokodnem svetu. Tudi uporabniška podpora je precej močna oziroma je vedno močnejša, bolj ko je nek program uporabljen in splošno razširjen, večja je tudi uporabniška podpora, tudi v slovenskem jeziku je, se bom še na to v zadnjem slajdu nanašal, kakorkoli. Ključni izzivi pri uporabi teh programov oziroma prehodu na ta okolja so na prvem mestu mogoče sploh poznavanje tega, kaj vse obstaja. Kot sem že rekel, praktično obstaja vse. Če boste točno znali opisati, kaj potrebujete, kaj treba v vaši organizaciji delati, bomo tudi hitro našli rešitev, ki že obstaja, oziroma več njih pa izbrali skupaj tisto najboljšo. Se pa pojavljajo izzivi pri kakšnim združljivosti s kakšno specifično strojno opremo, mogoče kakšnimi pripomočki za ovirane, za gluhoneme, za slabovidne. Tukaj se mogoče včasih pojavi kakšna težava z združljivostjo, ampak ta odprtokodni svet je zelo odziven in tudi zelo srčen, če tako rečem, tako da kjer se pojavi ena taka težava, zlasti pri populaciji, ki ima težavo v smislu oviranosti, invalidnosti in kakorkoli, se ta svet hitro odzove s pomočjo podporo, da potem te stvari tudi delujejo. Pa seveda ta strah pred neznanjem in stara navada železna srajca, to je tudi nekaj, kar nas vse spremlja, tudi sam sem pred leti uporabljal Photoshop za stvari, ki smo jih delali čisto na začetku v društvu, ko smo pa začeli delati ta projekt oziroma dejavnost računalniki za socialno ogrožene, smo pa seveda tudi sami začeli uporabljati orodja, ki jih dajemo na računalnike in hitro ugotovili, da se da hitro
preideti na nek drug program, zlasti, ko ugotoviš, kakšne prednosti prinaša. Potem je še tale zadnja točka, no se bom hitro zaključil. Rešitve in razvoj ukrepov, ki jih moramo nameniti pozornost. Tukaj imamo združljivostno programsko plast Wine, to je kako bi rekel, programski paket, ki na Linux sistemih omogoča, da delujejo tudi programi, ki so bili narejeni izključno za Windowse, tako da tudi ta rešitev obstaja, praktično že skoraj vse aplikacije delujejo in so podprte, če ne drugega z majčkeno truda, kjer lahko potem organizaciji, ki bi tako orodje uporabljeno na brezplačnem operacijskem sistemu in s tem podaljšalo življenjsko dobo računalniku, pa kljub temu še uporabljalo ta program za Windowse, se potem lahko obrne na skupnost, ki ima to že razvito, recimo mi ali pa zadruga na prostem, ki jo skupaj oblikujemo in ki je v bistvu tudi nekak temelj za središče nevladnih organizacij za digitalno podporo. Tako da to je to, no. Mogoče sam še omenim, da imamo res močno slovensko prevajalsko skupnost, ki na tem programih deluje, praktično takoj, ko pride aplikacija ven, je že prevedena v slovenski jezik, oziroma ko pride nova iteracija nekih operacijskih sistemov. Tako da bravo Slovenci, ali kaj ne rečem, nekje med prvih 10 smo vedno. Pa sam še da omenim, torej en naših ciljev bi moral biti, ko že uporabljamo ta orodja, da poskušamo vrniti nek del teh sredstev, ko uporabljamo ta orodja, tudi nazaj v to odprtokodno skupnost, torej ciljam predvsem na razpise, da pač gospod je že odšel, ampak bi bilo fino, da se s tem seznani tudi vsa ministrstva, kar so tudi že sam se še ne izvaja tega, da bi lahko v projektno financiranje vključili tudi uporabo odprtokodnih rešitev, če že plačamo za to, da pri projektu, razpisu zagovarjamo, da bomo kupili program Adobe, recimo, bi bilo zdravo, da zapišemo, da bomo uporabljali odprtokodna orodja in sredstva, ki bi bila sicer namenjena za plačilo recimo Adobe paketa, potem namenimo recimo fundaciji za OpenOffice, ki razvija orodja, ki jih mogoče vsi tu poznamo, to so pa pisarniška orodja. Hvala za pozornost. Kibernetska varnost in zasebnost, kar je že tudi dr. Tina Gorenšek iz Ministrstva rekel, pomembna tema, za Upaleja več povedati. Hvala. Kakor je gospod Simon že rekel, moje ime je Lep Gosavljević, sem diplomirana vrstoslovka in prostovoljka pri Zavodu REA. Za tiste, ki nas še ne poznate, pri REA si prizadevamo olajšati dostop do digitalnih storitev, spodbujamo digitalno pismenost in delimo znanje o varni in odgovorni rabi tehnologije. Verjamemo, da lahko s prenosom znanja in dostopom do pravih digitalnih orodij izboljšamo kakovost življenja, še posebej v nevladnem sektorju. Nevladne organizacije igrajo ključno vlogo pri podpori ranljivim skupinam, širjenju znanja in zagovorništvu. V sodobnem digitalnem okolju postaja njihova varnost vse bolj ključna. Brez ustreznih znanj in orodij so lahko izpostavljeni kibernetskim grožnjam, izgubijo zaupanje javnosti in celo dostop do financiranja. Eden največjih izzivov, s katerimi se srečujejo, je pomanjkanje digitalnih veščin in virov. Mnoge nevladne organizacije nimajo sredstev za izobraževanje o kibernetski varnosti ali za zaščito podatkov. Rešitev pa ni zgolj v tehnologiji, ampak predvsem v znanju. Zato moramo v prihodnje razviti in zagotoviti več usposabljanj, brezplačnih virov in podpornih mehanizmov, ki bodo NVO-jem pomagali pri digitalni preobrazbi. Potrebujemo strategije, ki bodo temeljile na sodelovanju med organizacijami, državo in zasebnim sektorjem, saj je varnost na internetu skupna odgovornost. Pri Zavodu REA zato ozaveščamo o digitalni higieni, varni rabi gesel, prepoznavanju spletnih prevar, zaščiti osebnih podatkov in odgovorni uporabi digitalnih orodij. Naš cilj je posameznikom in organizacijam omogočiti enostaven dostop do informacij in praktičnih rešitev, ki jih lahko takoj aplicirajo v svojem vsakdanu.
Kot smo danes že nekajkrat povedali, znanje o digitalni varnosti ni več možnost, ampak je nuja. Vsak od nas nosi del odgovornosti, da širi dobre prakse na delovnem mestu, v šoli in seveda tudi doma. Živimo v svetu, kjer je internet nepogrešljiv del našega vsakdana, od komunikacije in dela do nakupovanja in zabave. A prav ta stalna povezanost prinaša tveganja, ki jih pogosto spregledamo. Zato je ključnega pomena, da se naučimo digitalne higiene. Tako kot si vsak dan umijemo roke, ko pridemo domov, bi morali tudi za svojo spletno varnost vsakodnevno poskrbeti z močnimi gesli, preverjanjem verodostojnosti spletnih strani, premišljenim deljenjem informacij na družbenih omrežjih in rednim posodabljanjem programske opreme. Naj bo današnji dan priložnost, da premislimo, kako lahko izboljšamo digitalno varnost. Ne le zase, ampak tudi za organizacije, ki podpirajo skupnost. Zdaj, na tej točki bi rada sam še omenila, da so vsi te prispevki na temo kibernetske varnosti oziroma digitalne higiene zdaj dostopni tudi na spletni strani Zavoda REE. Tam gor, ko piše članki. To je to. Gremo kar naprej. Se pravi, imamo še dve predstavitvi. Zoran, Studio 12, bo govoril v enem zelo pomembnem segmentu, ki se tiče pa multimedijske podpore, ki je pa neka, bi rekel tako, paralelna zgodba digitalizacije oziroma neka sesterska. Zoran, kaj lepo. Zoran, potem pa Jurij še za umetno inteligenco. Vidiš, eno ključo se si prehitro. Tako. Saj jaz bom kratek, veliko dobrih stvari je bilo povedanih, res, da se ne ponavljam. Področje multimedijskega, bi rekel, tega vidika strani nevladnikov ali pa NVO-jev, je tako mačkan spregledano. Zdaj, ne vem, koliko ste pozorni na to, ampak v bistvu danes sodobni svet funkcionira tako, da glavnino našega razmišljanja o politiki, o družbi in tako naprej, mi dejansko svoje stališče oblikujemo na temelju medijev. Te informacije prihajajo do nas. In zdaj v bistvu mediji imajo en močen vpliv na družbeno okolje in če seveda nevladniki želimo biti del tega življenja, potem je pomembno biti del ali pa vsaj sodelovati z vsem skupaj. Pred časom, se bom šel po vrsti, potem hitreje skozi, pred časom sem enkrat kliknil na RTV in se šel spodaj pogledati komentarje, bil je pa članek o NVO-jih in razmišljanja spodaj, komentarji. Prvih 5 komentarjev je takšnih, da jih ne bom ponavljal. Ampak o čem govori? Govori v bistvu o enem odnosu do NVO-jev, kako družba vidi NVO-je. Ne vem, evo, malo sprostim sceno, ena hipoteza obstaja, da so psi podobni svojim gospodarjem. A poznate to trditev? Zdaj, ne boste verjeli, 70-80% ljudi se s tem strinja. Vem, boste rekli, nima veze, to z NVO-ji, vem. Ampak zakaj so psi podobni svojim gospodarjem? Zato, ker če ti izhajaš iz te trditve, psi so podobni svojim gospodarjem, iščeš potrditev tega. Če je pes črn, pa je gospodar, ne vem, črn ali sebe, ko ste si podobni. Če je pes, ne vem, črn, pa je gospodar v črni srajci, enako. Ali pa če je pes malo bolj močen, pa gospodar malo bolj močen, ko ste si podobna. 1000 razlik pa ne vidiš. Hecna stvar, raziskave so delali, pokazalo se seveda, da to ne drži, da je vsak pes podoben enako kateremu koli mimoidočemu. Zdaj pa seveda boste rekli, kakšne veze ima to s to temo danes. Ko gre za psa, je to hecno, ker izhajaš iz trditve, pes je podoben gospodarju, iščeš potrditev. Malo se zakomplicira, ko rečeš, moj sodelavec je lenuh, iščeš potrditve, zagotovo jih boš našel, ker jih iščeš, ker je taka tvoja naravnava. Kaj pa če rečemo, NVO-ji so paraziti družbe? Zagotovo bomo našli potrditev, ki to tezo potrjuje. Vem, delovalo bo malo tako, malo mejno, boste rekli, to je prestrašno, ne drži tako. Vse verjetno res ne drži. Ampak vendarle javna podoba nevladnega sektorja ni ugodna v tem trenutku, ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno gledano. Zato bi v bistvu temu morali posvetiti precej več pozornosti. In tisto, kar manjka sposobnost predstaviti svoje vsebine na ustrezen način, ozaveščati javnost o tem, kaj sploh delamo,
kakšna je naša vloga, da, v bistvu, in da je to ozaveščeno na tak način, da je sprejemljivo za širšo populacijo. Torej, uporabiti jezik, uporabiti metode, uporabiti kanale, uporabiti, ne vem, svoje izkušnje, primere dobre prakse in tako naprej, s tem stopiti v prostor in v bistvu ozavestiti prostor, da NVO dela dobro in da brez NVO-ja te družbe, saj takšne kot je, ne bi bilo, ne, saj ne bi funkcionirali na ta način. Ne. Zato, ja, spodbujati, tudi eno je to ozaveščati javnost, drugo je spodbujati nevladne organizacije. Jaz tukaj vidim en velik minus, da nevladne organizacije nismo ozaveščene o tem, da je treba sporočati javnosti, o čem delamo, kaj delamo, na kakšen način delamo. Ne. To se mi zdi izjemno pomembna stvar. Ne. In pravim, to prezentacijo bom na hitro preletel. Kje vidim problem? Recimo, če neko podjetje se odloči, da bo neko vsebino lansiralo v prostor, nek nov proizvod, na primer, ne. Oni bodo aktivirali, ne vem, profesionalce, ki bodo posneli, naredili spot, mislim, grafike, ki bodo vse skozi in tako naprej. Skratka, gre za eno močno osnovo, ki bo vstopila v prostor in lansirala svoj izdelek. Ne. Vem, vse NVO nismo ravno tam, ne. Tudi izdelke ne delamo ravno, ne. Ampak vendarle, medijski prostor, če si tiho, če potihem govoriš, le mi pa delamo v redu, ne bo nič. Ne. Navajeni smo v bistvu, da vse, kar predstavljamo vsebinsko danes, medijsko, mora biti pompozno. Recimo, ko prideš s počitnic domov, pa te vprašajo, kako je bilo na morju, ne rečeš, dobro je bilo, lepo smo se imeli, ampak rečeš, God, strašno je bilo, kaj smo se dobro imeli in tako naprej. Skratka, dvigneš, enostavno gre za eno komunikacijsko obliko predstavljanja vsebin. Jaz ne rečem, da bi morali pompozno delati, ne rečem, da bi morali kot nevladniki iti v te neke skrajnosti, ne? Ampak predvsem bi se morali zavedati, da trenutno v sodobnem svetu živi določen komunikacijski tok, ki ima neka svoja pravila igre, ki ima neka svoja pravila vsebinskega pristopa in v bistvu tudi časovnega, bi rekel, določanja, kdaj se kakšne stvari predstavljajo. Gre za eno celo, bi rekel, tako medijsko strategijo, ki je v ozadju. Ne. In v bistvu, kako to pripraviti, če nimaš ljudi? Če recimo zavod reja, koliko vas je tam? Če, ne vem, ja, tako pogledaš, ne, kdo bo to naredil? Ne? To pomeni, Micka, a bi ti mal napisala nek tekst, a bi ti posnel en video? Ne? To v sodobnem času to več ne bo šlo skozi. Ne? Tako da ja, kaj v bistvu je izziv? Ne? Izziv je postaviti znotraj nevladnega sektorja vendarle eno področje multimedijsko, ki bo integriralo strokovnjake, poznavalce, ki bo imelo možnost voditi dogodke na top ravni, ki bo lahko posnelo, ki bo lahko na nek način napravilo tudi ene predstavitve, ki bodo medijsko dovolj na visoki ravni, da bodo to objavljali tudi klasične TV hiše. Skratka, gre za eno fronto, ki jo moramo odpreti, v katero bomo morali ugrizniti. In če zaključim, ideja je seveda, da bi znotraj digitalnega središča ali pa kot lahko tudi nek multimedijski steber znotraj tega ali pa tudi samostojen, da bi vzpostavili to področje, ki bi bilo res podporno potem za vse tiste, ki to potrebujejo. Še vedno bo ostalo tisto ljubiteljsko snemanje, še vedno bodo amaterji, ki jim bo super, da nekaj napišejo in tako naprej, ampak če komuniciramo na profesionalni ravni, potem je seveda treba dvigniti tudi ta nivo. Tako da v bistvu to moje razmišljanje naj bo bolj eno trkanje za en skupen razmislek, kako se lotiti informiranja, kako drugim povedati, mi delamo dobro. Tako. Hvala. Umetna inteligenca. Zdaj, zagotovo umetna inteligenca ni nekaj, kar bi lahko rekli, da je otrok našega časa. Ne. Začelo se je v tej smeri dogajati že tam v zgodnjih 50 letih in v tem času je umetna inteligenca doživela nekako 7 zim, tako se reče tem vzponom in padcem tega navdušenja nad umetno inteligenco, ki je sovpadala z razvojem tehnologije in infrastrukture. Ne. Tako, ko se je pojavila pač oprema, ki je omogočila boljšo komputacijo, tako se je potem spet začela investirati v to in razvijati, in ko je prišlo do limita obstoječe tehnologije, je spet šla v zimo.
No, ampak zdaj zadnji 2 leti imamo pa kar neverjetno dogajanje, tako da je kakršenkoli suverenost pri predstavljanju, kaj je umetna inteligenca danes, je precej nehvaležno delo, zaradi tega, ker se tako kot iz dneva v dan stvari spreminjajo in dogajajo. Ampak tisto, kar bi lahko rekli, da je glavna stvar, ki bi nas v tem trenutku morala zanimati, je tudi to, kar je Evropa povzela v svojem aktu o umetni inteligenci, ne, in sicer predvsem etični zadržki, kako se učijo, odkje se učijo modeli, ne, ti veliki jezikovni modeli, pa tudi ne samo jezikovni, in pa kdo in zakaj se uporablja to. Ne. Se pravi, največji investitorji v tem trenutku so spet tisti, od katerih smo se v 90-ih komaj da odtrgali, to je ta militaristični kompleks, ne, vojska ogromno vlaga v razvoj umetne inteligence, to so res stotine milijard, ki, če pogledamo merilo, ki ga diktirajo seveda Američani in predvsem Američani, z vsemi ostalimi, ne, vidimo, da gre tukaj za veliko disproporcionalnost in to je bilo tudi predstavljeno na prvi prosojnici, kjer je ta, ne, OpenAI tako velik, vse ostalo so potem čisto majhni krogci. Zdaj, kjeri so naši ključni problemi? Ne, v tem univerzumu teh posameznih modelov in modulov, ki se razvijajo, ne, zdaj imamo 2 taktiki, 2 pristopa. Ena se delajo ogromni modeli, ne, z več milijardami, več 100 milijardami parametrov, ne, ali pa da se dela več majhnih modelov, ki so bolj vitki, ne, hitrejši so, ampak so bolj dedicated. Ne, in zdaj ta mešanica teh malih modelov, ta mixture of experts, je recimo en tak hype v tem trenutku, ne, kjer se zlagajo ti majhni krogci skupaj, zato da opravijo neko funkcijo. In to, kar bi nas v tem trenutku lahko zanimalo, je, kaj za naše potrebe, vsak ima neke svoje potrebe, ne, kako si zdaj zložiti neko kombinacijo teh različnih modulov za naše potrebe. Ne. Zelo je slab dostop do teh informacij, ne, in pa tako hitro se dogaja, ko že recimo si misliš, zdaj sem dobil eno odprtokodno stvar, ki jo lahko uporabljam, ne, čez recimo 14 dni že več ni odprtokodna, ne, in se zapre in jo ne moreš več uporabljati in tako naprej. In tukaj recimo gre za en tak zelo simptomatičen, čisto digresija, ne, večina odprtokodnih modelov, vključno z Mistralom, pa kaj je že ta Light, še en evropski model je, oba sta francoska, oba sta narejena top-down, država se je odločila, da potrebuje digitalno suverenost in investirala v to, ne, kar je zelo pomenljivo. In mislim, da je to tudi ena od smeri, ki jo moramo zasledovati novojevci. No, v glavnem, vsi ti modeli se učijo v glavnem iz lami, iz Facebookovega modela, ne, RS Foundational Model, ki je odprt in ki ga lahko vsi uporabljajo, ne, in potem trenirajo pač svoje modele naprej. Zato, ker cel postopek nastajanja tega engina, tega osnovnega modela je, da ti najprej moraš nafilati z enimi podatki, ki so praviloma ukradeni, ne, potem je treba te podatke urediti, jih opremiti z nekimi utežmi, zato da nevronske mreže delajo, ne, in da te pripeljejo do nekega ožjega izbora in potem treba ta ožji izbor peš trenirati, fine-tunati, zato da on postane boljši in da daje rezultate. In zato obstajajo firme na svetu, ki delajo, vsaka dela te svoje korake. In ta incestuoznost uporabljanja odprtokodnih, zaprtokodnih, oziroma kako to počasi morfa, ne, iz neke odprte oziroma proste dostopnosti pa potem in odprtokodnosti do nekih zaprtih aplikacij je danes tako rekoč nesledljiva. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da bi morali mi res kot eno naših zagovorniških akcij voditi
to, da mi silimo države, Evropo, našo državo, države in Evropo, ne, da vendarle začne razmišljati o svoji digitalni suverenosti, ker je pa res vitalno ogrožena. To je zdaj ni več šale, to je šlo že res precej čez. Ne, to se je videlo recimo zdaj, ko so Kitajci, pač se jim je zgodil ta DeepSeek, ne, brez da bi oni v resnici sploh vedeli, ne, in kako zelo so se vznemirili vsi ti veliki centri moči, ki vlagajo v umetno inteligenco, ne, in v bistvu ta Ripple, ne, kako bi rekel, to motnjo, ki je naredil ta DeepSeek, se je zgodilo samo zaradi tega, ker so oni boljši matematiki, ne zaradi tega, ker bi naredili nekaj sam. Ti Kitajci so res dobri matematičari in so v resnici matematiko teh uteži boljš naredili. Ne. No in to, kar nekrat postal potem strateški partner države, seveda, ker je bitka zdaj na tem področju ogromna. In kaj bi nas moralo zdaj recimo tukaj skrbeti in kaj bi morali biti naši ukrepi, je pa ta, ne, da mi tem odločevalcem našim odpremo oči, da se zbudijo in da začnejo jemati to zares. Zaradi tega, ker zdaj imamo iniciativo, da se bo naredil odprt evropski language model, v katerega bojo dali 20 milijonov iz Horizona, pa še 13 milijonov iz enega drugega modela. To ni resno. To bi moralo biti 100-krat več. To bi moralo biti ne 23 milijonov, to bi moralo biti 230 milijard, da bi dejansko. Zdaj potem je čisto simptomatično, neko greste noter v dokument pogledati, ne, oziroma niti ni treba v dokument, kar na spletno stran, in ko vidiš, kaj je polinkano, so polinkali vsi modeli, superkompjuterji, katerih mrežo delamo, pa en ukrep, pa drug ukrep. Skratka, ta razdobljenost, ki je naš dejansko evropski problem, pa hkrati tudi prednost in priložnost, nam kaže, ne, da to tekmo izgubljamo. In mi moramo poriniti naše odločevalce v to, da dejansko pridemo do nekih aplikacij umetne inteligence, ki jih bomo lahko vsi uporabljali. Ker Evropa bo pa to verjetno za to poskrbela. Verjetno. Hvala. Še zadnja predstavitev. Predstavitev programa NG0 za podporo digitalni preobrazbi NVO. Program, ki je veliko manj birokratski, kot pa javni razpisi prava naročila. Ja. Hvala za besedo. Jaz bom naslovil ene probleme, ki so bili danes izpostavljeni, se pravi, večkrat izpostavljen je bil ta financiranje razvoja proste in odprtokodne programske opreme, pa malo tudi birokracije. In sicer na ravni Evropske unije potekajo pač te razpisi NGI0 za dostopen in vključujoč internet, grejo pa še precej širše. Začetek ena hitra predstavitev. Zdaj to današnja tema, digitalna suverenost, je meni precej blizu. Sem soavtor tehnološko-kritične oddaje Tehnoklistir na Radiu Študent, ki jo delava z Jurjem Podgorškom, zdaj je 9. sezona tega. Velikrat govoriva o tej temi in sem pač tudi član samoupravne, samogostiteljske skupnosti Kompot, kjer se tudi trudimo biti digitalno neodvisni in vzdrževati svojo digitalno infrastrukturo. Če koga zanima, kaj vse imamo, gre lahko na našo spletno stran kompot.si. Ampak danes sem pa tukaj kot regijski predstavnik programa NGI0, Next Generation Internet Zero, po slovensko internet naslednje generacije, ki se trudi ponuditi sredstva za razvoj stvari oziroma odprtekodnih storitev, ki bi pripomogle k odprtemu, dostopnemu in vključujočemu internetu. Zdaj, kako ta program funkcionira?
nudi neke male mikrorazpise med 5 in 50 tisoč evri. Tukaj je za razvoj in za raziskovanje, zaradi tega, ker se sam program financira iz Horizon Europe sklada, ki v bistvu samo pač te dve stvari podpira. In pač te razpisi so zastavljeni tako, da je razvijalcem prihranjeno veliko birokracije, se pravi, če greste na spletno stran od te krovne organizacije, ki vodi program NGI Zero, sicer je to cela koalicija organizacij, boste videli, da je v bistvu ta forma za prijavo zelo kratka, ena stran spletnega obrazca je za izpolniti, 3 odstavki po 500 besed, pa potem še malo nekih osnovnih podatkov. Nov sklic je vsaka 2 meseca. Pogoj pač za pridobitev sredstev pa je, da je pač programska pa strojna oprema, ki se razvijata, da je prosta ali odprtokodna, da vključuje odprte standarde, oziroma če je pač z področja podatkov, da so potem te podatki odprti. Zdaj, danes sem mislil tako precej bolj praktično zastaviti in sem na hitro premislil, kateri projekti so taki, ki so v okviru NGI Zero že dobili financiranje in bi lahko bili zanimivi za nevladne organizacije. Drugače ne vem, če ste na slajdih sledili pri strani, so logotipi teh projektov, ampak na hitro bi pač izpostavil ta 2 Unohost pa Nextcloud, ki sta taka no-brainerja. Unohost je v bistvu sistem za administracijo strežnikov, ki je mišljen za to, da to približa laikom. Nextcloud je pa v bistvu neko oblačno orodje, se ga tudi lahko vsak sam postavi, tudi lahko znotraj Unohosta, zato da ima olajšano administracijo in je v bistvu kot neka alternativa Google Driveu ali pa podobnim oblačnim storitvam. In pač sta oba odprtokodna, oziroma pač vse, kar bom danes omenjal, je odprtokodno. Potem pa v bistvu sem mislil zdaj še malo poudarka dati na ta federirana socialna omrežja, zaradi tega, ker se mi zdi, da je v nevladnem sektorju oziroma pač vsaka organizacija posebej nekako bolj ali manj prisiljena v to, da na nek način formalno ali neformalno podeli nekomu vlogo upravljalca profilov na socialnih omrežjih, ki so v veliki meri zaprtokodna, zaprta in delujejo po nekem principu ograjenih vrtov, kjer pač je treba potem na tem samem komercialnem socialnem omrežju narediti račun in tudi vaše objave lahko vidijo samo tisti, ki že imajo vnaprej narejen račun in vaši podatki niso več samo vaši. To socialno omrežje stremi k temu, da ustvarja profit in pač nek tak začaran krog odvisnosti je tukaj pač neizbežen. Tako da pač obstajajo ta federirana socialna omrežja, ki ta problem naslavljajo in v bistvu so to neke spletne storitve, ki jih lahko postaviš sam ali pa se pridružiš pač nekim že obstoječim instancam, če se strinjaš z njihovimi pogoji uporabe. In konec koncev je tudi načeloma možno izvoziti podatke in jih prenesti drugam. Zdaj je en tak zelo pereč problem, ki je tudi bil danes izpostavljen, je objavljanje dogodkov in tukaj so pač na voljo 3 storitve, ki jih je tudi NGI Zero podprl finančno, to so Gancio, Mobilizon pa Get.io. Tako da v bistvu, če ste nevladna organizacija, iščete neko platformo za objavljanje dogodkov, ki ni komercialna, ki spoštuje zasebnost uporabnikov in je odprtokodna, pol bi v bistvu vas sem odprl in zdaj sem porabil svoj čas, tako da bom tukaj zaključil, da ne bom predolg. V principu so to razpisi za programerske oziroma tehnične bolj usmerjene projekte, ne tako mehke vsebine. Ja, to so razpisi za razvoj, ampak v bistvu
Če se pač najde neka problem, neka potreba znotraj nevladnega sektorja, v bistvu se lahko tudi najde razvijalca, ki to prijavi in na tak način potem neka nevladna organizacija tudi pride do rešitve, ne. Lijo, hvala. Evo, pa smo prišli do konca. Ja, dajmo en aplavz za vse današnje govorce, predavatelje. Mislim, da smo si zelo ambiciozno zastavili dogodek. Naslednjič moramo biti malo bolj previdni pri širini, ampak to je pač kaže, ne, vso pestrost vprašanja digitalne preobrazbe nevladne organizacije, tako z vidika vsebin, ki so bile danes predstavljene, pa tudi konkretnih dilem pa konfliktov, ki so vezane na to vprašanje, tako na relaciji nevladni sektor, odločevalci do znotraj mogoče nevladnih organizacij, ki jih je pa treba komunicirati pa debatirati. In se mi zdi zelo v redu, da smo danes pol ure šli čez, da smo ene stvari odprli, pa smo jih identificirali kot problemi, ki jih moramo zdaj še naprej debatirati, pa o njih razpravljati, da bomo potem tudi kot nevladni sektor prišli do čim bolj izčiščene predstave, pa tudi nekih stališč, ki bomo potem skupaj zagovarjali v odnosu drugih sektorjev, pa tudi do odločevalcev. Tako da, mogoče samo še kratka misel, kaj si zdaj želimo za digitalno preobrazbo nevladnega sektorja na podlagi teh današnjih debat. Prva stvar je, se pravi, nek poskus odklona iz tega, od digitalnega kapitalizma in pa tudi odklon od te birokracije, o kateri smo se danes kar veliko pogovarjali. Predvsem pa to, kar je bilo tudi rečeno, ne, strani večine vas, tudi v debati, ne, da moramo iti v smeri digitalne preobrazbe Slovenije, pa tudi nevladnega sektorja, znotraj tega po meri človeka in pa skupnosti. To se mi zdi tista ključna načelo, glede tega, da se strinjamo in v tej smeri moramo pa tudi nadaljevati. Tako da jaz vam vsem zahvaljujem. Hvala Studio 12 za video prenos, koliko nas je bilo tle, čez 20-25 na spletu, tudi nas je bilo 20-30, tako da lepa udeležba, 50-60 ljudi, ki so spremljali vse to danes, tako da tudi hvala vam za vprašanje, za debato. In se vidimo 17. maja v Mariboru, ko bo pa naslednji dogodek o svetovnem dnevu nevladnih organizacij in bomo par stvari, ko so se danes odprle, pa tam naprej debatirali. Tako da želim vam lep dan, pa hvala vsem še enkrat za sodelovanje pa za spremljanje.